Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni oddaji Novice na ETV. Prva polovica julija je minila kot blisk in bila je lepa, poletna in dopustniško lenobna. Da so dopusti na vrhuncu, priča manj prometa na cestah, trgovine so skoraj prazne in nikjer nikakšne pretirane delovne vneme. Dogodkov je malo, a kljub temu smo tudi danes pripravili nekaj novic, ki si jih je vredno ogledati. Med drugim poročamo o naslednjih temah. Občina Litija gradi kolesarski poligon Pump Track. Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje se širi. V Šmartnem pri Litiji nadaljujejo posodabljanje kulturnega doma. Pred nekaj dnevi se je v Litiji začela gradnja kolesarskega poligona ali, kot se v žargonu reče, Pump Tracka. To je bila dolgoletna želja ljubiteljev kolesarjenja, ki se v Litiji združujejo v društvu Tempomat, pa tudi vseh drugih, ki prisegajo na rekreacijo s kolesi. Občina je tako po dobrem letu priprav začela gradnjo. Objekt bo na Ježi, kjer je bilo že v preteklosti predvideno, da bo tam športno-rekreacijska cona. Ta naš litijski Pump Track oziroma kolosteza se je pripravljala zadnjo leto dni, ker je bilo potrebno urediti projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, gre za nezahtevni objekt. Predtem smo morali pa še sprejeti lokacijsko preveritev za to območje za postavitev takega objekta. Lokacija je na Ježi znotraj bodoče cone oziroma znotraj cone za šport in rekreacijo, tako da je to primerna, zelo dobra umestitev. Gradnja se je pred 2 tedni tudi začela in pričakujemo nekje najkasneje do 1. septembra bo tudi zaključena. Ta Pump Track bo kar velik. Dodali smo še en manjši Pump Track znotraj tega sklopa, ki bo namenjen najmanjšim, ker smo na podlagi izkušenj iz drugih občin opazili, da se potem pride lahko do spora, a ne imamo čisto, bom rekel, majhne otroke, ki se bi radi igrali in potem starejši bolj divjajo in je nevarno. Zato smo to ločili, da bo bil pač samostojen Pump Track za najmanjše in potem en večji, bom rekel, za čisto vse, ne? Ker to ni namenjen samo otrokom, tudi starejšim, za izvedbo nekih motoričnih sposobnosti. Tisti, ki bolj kolesarijo z gorskimi kolesi, vejo, da je to smiselno in mi upamo, da bo pač ta objekt zelo dobro sprejet. Bo pa tudi neka parkovna površina, klopi za usedeti, tudi ozelenitev sledi, res da bolj v jesenskem času, ker zdaj pač ni smiselno tega izvajati zaradi samega vremena. Tako da upamo, da bo ta del Litije nekako s tem popolnjen. Celotna vrednost projekta se ocenjuje nekje na 110 000 evrov z davkom. Žal smo prišli v ta čas teh podražitev, tako da dejansko se je nam investicija nekaj malega podražila. Je pa glede na vse obseg tega to cena, za katero mislim, da je ugodna še vedno in primerna, ker tak park te velikosti pač vzame kar veliko truda. V knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju je v teh dneh zelo živahno. Po več letih prizadevanja so uspeli pridobiti sredstva, s katerimi bodo lahko razširili svoje prostore, ki so jih močno potrebovali. Tako je zdaj na vrsti vselitev ogromnega števila knjig, kar ni lahko delo. Več o tem pa je povedal direktor Matej Strgaršek. V letošnjem letu smo pridobili 290 kvadratov. 200 kvadratov mladinskega oddelka in 90 kvadratov poslovnega oddelka, prostore za zaposlene. Tako da zdaj so dela v zaključni fazi in smo začeli s selitvijo. V knjižnici najprej smo mislili, da bomo z avtodvigalom prestavili 20 000 knjig na nov oddelek, ampak se je avtodvigalo pokvarilo in seveda so mogli selitveni servis pomagati, da smo preselili teh 20 000 knjig na novo lokacijo. Zdaj so že na novi lokaciji in čakajo, da se dajo na police te knjige. Seveda pa hkrati s temi knjigami širimo odrasli oddelek.
ker se je sprostil bivši mladinski oddelek in jih na oba dva ta oddelka širimo odrasli oddelek. Ta pridobitev pomeni, da bomo probali priti na standarde oziroma z višino samo, z malce bolj zadihati, ampak teh 35.000 knjig, kot jih imamo na odraslem oddelku, še vedno ne bo primeren za standarde. O obnovi kulturnega doma v Šmartnem pri Litiji, ki je edini kulturni objekt tako v kraju kot v občini, smo že večkrat poročali, saj se občina iz leta v leto trudi nameniti nekaj sredstev iz občinskega proračuna. Tako bo tudi letos, ko bodo spet naredili nekaj posodobitev in izboljšav. Občina Šmartno je že pred leti izdelala idejni projekt prenove kulturnega doma. Ker pa gre za kar precej visoko investicijo, smo se lotili obnove kulturnega doma po delih, tako da se obnavljajo mogoče najbolj tisti vitalni deli ali pa najbolj tiste vitalne vsebine, ki omogočajo nemoteno delovanje samega doma in izvajanje dejavnosti. V lanskem letu smo obnovili ozvočenje v kulturnem domu, v letošnjem letu pa predvidevamo obnovo centralnega ogrevanja in prehod iz ogrevanja na kurilno olje na sistem toplotne črpalke oziroma voda. Občina se je prijavila na javni razpis lokalne akcijske skupine Srce Slovenije in na prvi stopnji bila tudi uspešna, kar nam nekako omogoča, da s investicijo začnemo. Pridobiti moramo soglasje Direkcije za vode, ki bo dovolila izdelati vrtino in potem lahko stečejo vsa dela v kulturnem domu, se pravi, da se zamenja celotna instalacija, ki omogoča ogrevanje in s tem tudi prezračevanje samega doma. Vrednost investicije znaša okrog 60.000 evrov. Zasedenost kulturnega doma je zelo dobra, sploh z vsebinami, ki se nakazujejo v samem domu. Res je bilo, da v tem času, ko je mogoče bolj intenzivno stekla tudi sama prenova, nas je pač doletela ta korona in je bilo teh prireditev malo manj. Programi javnega zavoda Bogenšperk kot upravljavca kulturnega doma so tudi dobri, kar nakazuje tudi dober obisk vseh prireditev, ki jih javni zavod Bogenšperk pač organizira. Občina Litija je v smislu zmanjševanja prometa z motornimi vozili in sledenju zelene energije pripravila projekt Po kolo. Občani bodo imeli na voljo za izposojo 5 koles, od tega 2 električni za vožnjo po mestu in do bližnjega Šmartna. Projekt je zaživel že v začetku junija, ki je bil testno obdobje. Zdaj pa vsa stvar teče zares. S projektom Po kolo želimo pravzaprav se nekako približati tej trajnostni mobilnosti. Tako kot gradimo ob raznih modernizacijah cest, tudi kolesarske poti, je tudi ta projekt eden od načina trajnostne mobilnosti. V mesecu dni, ko je pač ta testna skupina preizkušala ta kolesa, pa predvsem pa preizkušali tudi sam sistem, mislim, da smo prišli zdaj do tistih končne izvedbe, čeprav verjamemo, da se bo tekom samega izvajanja najbrž še porajala kakšno vprašanje, vendar zaenkrat stvar deluje, sistem deluje, tako da si naši prebivalci, oziroma če jih imenujem kar uporabniki, lahko pridobijo kartico za izposojo teh koles v turistično-informacijskem centru, tu v starem mestnem jedru, in potem enostavno proti plačilu seveda 10 evrov, kar je do konca možnost izposoje kolesa potem do konca letošnjega leta, si lahko te kolesa potem tudi izposojajo. Mogoče bi še povedala, da imamo sedaj pač en limit, možno je izposoja kolesa za en teden do 14 ur, kar mislim, da je kar dost dolgo obdobje, tako da se tiste najnujnejši opravki res lahko opravijo sedaj po Litiji, po mestu, pa tudi mogoče na obrobje ali celo do Šmartna, kjer imajo podobno postajo. Tako da mislim, da tisti uporabniki, ki so že to poskusili, ko so se tudi zapeljali recimo čisto na rekreativno vožnjo do Pogonika po novi kolesarski poti, da so bili navdušeni. Ta teden je v Litiji vse v znamenju tenisa.
Od nedelje naprej poteka mednarodni teniški turnir Herzliya Open, na katerem lahko teniški navdušenci spremljajo borbe domačih in tujih tekmovalcev, med katerimi ne manjka tudi zvenečih imen. Turnir poteka na teniških igriščih tenis kluba AS. Nagradni sklad pa znaša kar $15,000. Seveda Litijane najbolj pritegnejo obračuni, v katerih merita moči domača šampiona, člana tenis kluba AS, Nika Razborška in Bora Artnaka. Turnir bo trajal do nedelje, tako da imate vsi, ki ste privrženci tega športa, še čas, da si kakšen dvoboj tudi ogledate. To pa je vse, kar smo vam pripravili za tokratno informativno oddajo Novice na ETV. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.